lep dober večer, draga moja družba. Čeprav še je zunaj svetlo, kaj naj drugega rečem, kot pa dober večer. V današnji prejšnji objavi sem napovedala, da vam bomo samo podobi povedala še nekaj več. In res sem včeraj doživela eno takšno izkušnjo sama s sabo, ki bi jo rada podelila z vami in sem si takoj mislila po vsem tem, kar sem premlevala včeraj, da pa bi to rada povedala vam. In namreč, sicer sem se zbudila čisto v redu, še vem, da sem napravila na balkonu objavico in vse ostalo, ampak potem si pa nekako tako zmislila z mojim Bojanom, da bova pa šla nakupovati oblačila, predvsem kopalke, no pa spodnjo perilo, pa take stvari, ki so še toliko bolj občutljiva tema, ne. In jaz v svoji samozavesti in z visoko samopodobo in z vsem tem sem si mislila, da bo me pa to spravilo v dobro voljo. Ne, jaz sem postala še bolj tesnobna in v bistvu sem ugotovila, da sem v trgovini postajala kar tako nekako vedno manj samozavestna, vedno bolj kritizerska do sebe, vedno bolj res nesramna tu do sebe in to je tisto, kar pa si res ne želim, ne, glede na to, kaj vas učim, o čemer vam pripovedujem ves čas, sem si rekla, čakaj malo, ja kaj je zdaj, ja seveda nisem bila razpoložena in potem, ko vse skupaj tisto probavanje, slačenje, vročina, čeprav ni bila včeraj vročina, ampak vse veste, kak v trgovinah to je, vse skupaj slabo vpliva in moje razpoloženje, ki že tak in tak ni bilo ne vem kako, ne, je postalo še slabše in še bolj sem postala, in kaj je bilo najhujše, da sem začela pri sebi razmišljati res, ne, to, kar vam zmeraj govorim, bodite prijazni do sebe, sem postala do sebe kar neka nesramna, se pravi, preveč kritizerska in gor in dol, čeprav vam pravim, ja, sprejemajte se v vseh oblikah, ne, jaz včeraj pa kar naenkrat več ne bi in to je to, ne. Res vam polagam na srce, če niste dobro razpoloženi, si ne odidite kupovati oblačil, ker spomnim se še takrat, ko sem bila mlajša in vitka, ne vitkejša, vitka, ne, sem zmeraj našla pri sebi nekaj, kaj pa bi lahko pokritizirala in v tistih kabinah sem sama sebe nadlegovala z negativnimi mislimi in se tepla po glavi z besedami. Ravno toliko, da si nisem vzela kakšne palice in se fejst namlatla, kakaj te si in tak dalje, ko sem bila mlada in vitka. In zdaj, ker sem pa prišla res do tega, ne, da sem jaz lahko prijateljici rekla, ja, res se dobro počutim v svoji koži, iskreno, lahko to tudi vam pripovedujem. Sama sebe včeraj zlotila, je bila cesta, pogled, kaj pa te zdaj s tabo je, ne? Ja, kaj pa te zdaj s tabo je? Jaz seveda ne moreš iti slabe volje, si samo človek. Nisem preklopila v tistem momentu, ne? In potem seveda nisem nič kupila, ne? Saj v bistvu kopalke so mi tako bile samo ene tako všeč, da bi jih kupila, pa sem si rekla, ne, tih pa si ne bom, ker so res bile drage, ker so znižane, stale 110 €, ne, in to pa se mi zdi, to pa sem že imela v glavi, joj, kako bom si jaz to vse sama zašila. In pol sem šla iz trgovine, ker jaz bi tako vse sama, za 110 €, pa res ne dam za kopalke in to znižane. Pol veste, koliko so stale regularno, ker v bistvu sta oba dela vsaka svoje cene, pa vam za nem preračunavala. Pa še vse ostalo, zdaj sem tudi oblekce gledala, pa tak, ne, čeprav tudi tih jaz sama si naredim, ne, in potem jaz tam gledam tiste cene, pa seveda je lepo, ful lepo, ne, ampak če nisi ti dobre volje, si ne moreš nekaj na sebe dajati, si ne moreš nekaj probavati, pa si misliš, da boš pa ti s tem postal super dobre volje, ker tudi mislim, da se kakšna Heidi Klum, ali kaj so že, ko so slabe volje, pa ko si kaj gor na sebe oblečejo, pa makar so popolne, ne počutijo takrat ravno popolne, ne, in zato zdaj vem, da je pomembno, da gremo po oblačila res samo takrat, ko smo dobro razpoloženi. In zato vam resnično še enkrat polagam na srce, ne iti slabe volje po oblačila, ker potem lahko kaj hitro pade vaša samozavest, vaša samopodoba in to si mi ne želimo, ne. Zakaj bi zdaj mi naenkrat želeli postati, kaj sem prej rekla, Heidi Klum, pa sploh ne vem, če to postaja,
lepotno tihlje ne poznam tako dobro, ampak nima veze. Skratka, pripravila sem eno afirmacijo za nas, ko smo vsi lepi, suhi, vitki in kakršnikoli, da smo vse lahko na sebe damo, ne? In ta afirmacija je: vedno izbiram najboljše zase, ker si zaslužim biti srečna ali srečen in samozavestna ali samozavesten. Ok, še povem enkrat. Vedno izbiram najboljše zase, ker si zaslužim biti srečna ali srečen in samozavesten ali samozavestna. Želim vam en lep večer, poln odlične samopodobe o samem sebi, o sami sebi. Pa, pa!